Ivo Vajgl je bil novinar, diplomat in politik. Diplomatsko kariero je začel kot generalni konzul Socialistične federativne republike Jugoslavije v Clevelandu. Od leta 1988 do leta 1990 je bil tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Socialistične federativne republike Jugoslavije v Beogradu. Od dneva osamosvojitve Slovenije pa tiskovni predstavnik slovenskega ministrstva za zunanje zadeve. Nato je bil veleposlanik v več državah, leta 2004 zunanji minister v vladi Republike Slovenije in od leta 2004 do leta 2008 svetovalec predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška. Bil je tudi poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije in v Evropskem parlamentu. Ivo, letos mineva 30 let od osamosvojitve Slovenije. Kako si bil ti osebno vpet v mednarodno priznanje Slovenije, kako si to doživljal, kakšne aktivnosti so se dogajale? Mojo zgodbo v času, ko je Slovenija iskala mednarodno potrditev in priznanje, bi lahko definiral od dneva, ko sem dejansko prišel iz Beograda v Ljubljano, dan pred razglasitvijo neodvisnosti, s povratno karto, zato da se odpeljem nazaj v Beograd v ponedeljek, tako kot običajno, ali pa v čas, ko se je pravzaprav vse v Jugoslaviji začelo dogajati, vse v zvezi z razdružitvijo v raznih možnih tedaj še variantah. In takrat smo Slovenci v Beogradu pravzaprav delali svoje prve korake v utrjevanju ideje o tem, da so republike lahko tudi države. In da je pričakovanje v republikah, da se jugoslovanska kriza konča s priznanjem neodvisnosti teh držav na osnovi ustavnih določil o tem, da je bila združitev prostovoljna in je tudi razdružitev možna. Takrat smo Slovenci, ki smo delali v organih skupne države, vsak na svoj način že sodelovali v procesu osamosvajanja Slovenije. Na način, da smo sodelovali z svojimi resornimi kolegi ministrstvi v Sloveniji in to je veljalo tudi za zunanje ministrstvo. Takrat, ko smo prihajali v Ljubljano, smo našli vedno čas za to, da smo prinesli neke koristne informacije o tem, kako se na dogodke in procese v Sloveniji odzivajo v svetu, kaj poročajo o tem veleposlaniki tujih držav. In jaz sem tukaj imel seveda dokaj ugoden položaj, zato ker sem imel intenzivne kontakte z veleposlaniki, ki so mi verjeli. In potem je prišla tista prelomnica z proslavo na Trgu Republike v Ljubljani, na katero sem prišel, kot rečeno, s povratno vozovnico. In sledili so dramatični dnevi in tisto jutro, ko se je začel napad na slovensko neodvisnost, sem jaz na Logu pri Brezovici se usedel na moped in se preko njiv in travnikov na Barju pripeljal v slovensko zunanje ministrstvo k zunanjemu ministru, dr. Dimitriju Ruplu, mojemu staremu prijatelju iz študentskih časov, in sem rekel, zdaj je zame kocka padla. Jaz sem tu doma in sem na razpolago Sloveniji kakorkoli, kamorkoli že bo ta barka odpeljala. In sem postal prvi govorec, portparol slovenskega zunanjega ministrstva. V času, ki je sledil
ko so se vrstile konference, mirovne konference, takšne in drugačne, od Londona do Haaga, do Bruslja, težko bi se spomnil in jih naštel po vrsti, takrat sem jaz bil vedno zraven. Bil sem kot portparol z predsednikom Milanom Kučanom, z zunanjim ministrom Dimitrijem Ruplom in z tistimi, ki so se v imenu Slovenije pogajali o miru in o bodoči ureditvi. Jaz nisem bil protagonist teh procesov. Jaz sem bil, rekel bi, spremljevalec teh procesov in interpret teh procesov. Na meni je bilo to, da poskušam verzijo bodoče ureditve bivše države, kot jo zastopa Slovenija, ponuditi in prodati tujemu tisku. Jaz sem organiziral tiskovne konference, vedno nekoliko preden so bile uradne konference na teh konferencah. Najprej je bila slovenska, potem je sledila šele uradna konferenca. To je nam dalo določeno prednost, da dobimo vso pozornost tiska, predstavnikov tiska. Za te konference sem pripravljal tudi opomnike za naše vodilne politike, v zavisnosti seveda od poteka same konference, ki sem mu prisostvoval. In moram reči, da smo takrat imeli neko zgledno sodelovanje, neko zgledno tovarištvo, ker smo bili v skupnem procesu, v skupni bitki. Ko se je končala to obdobje, tudi po brionski konferenci in tako naprej, smo še nadaljevali z tem lobiranjem za priznanje Slovenije in tukaj sem jaz najbolj pogosto pač bil v spremstvu oziroma skupaj sva potovala z dr. Dimitrijem Ruplom. Ne spomnim se vseh sestankov, ampak šlo je seveda za to, da na eni strani predstavnike tistih političnih struj, ki so bile naklonjene razbitju Jugoslavije in osamosvajanju Slovenije in Hrvaške, zato je šlo v prvi fazi, motiviramo za še bolj intenzivno podporo v okviru svojih parlamentov, v okviru svojih vlad. En izmed takšnih sestankov, se spomnim, v Štrasburu smo se dobili tudi z tedaj evropskim poslancem Otom von Habsburgom. Dr. Dimitrij Rupel je poznal nekaj vidnih evropskih intelektualcev, tudi Rupnika in še nekatere, s katerimi smo se tedaj tudi sestajali. Ampak seveda, sestajali smo se tudi z politiki in verjetno danes obstajajo kje podatki o tem, kateri politik se je s predstavnikom katerih političnih struj sestajal. In neka splošna resnica je gotovo bila, da so evropski konzervativci, zlasti avstrijski in nemški, podpirali intenzivno in aktivno osamosvajanje Slovenije. Medtem ko so bili socialisti v teh istih državah pa zelo zadržani. Ampak kljub temu smo gledali, da v tem obdobju pokrijemo vse. In tukaj je recimo bil po mojem spominu, zlasti Milan Kučan tisti, ki je imel direkten kontakt in bil slišan in razumljen od strane tudi teh politikov, politične sredine in leve opcije. Zdaj, če grem na to, kar se je dogajalo na samih konferencah. Tukaj je bilo vedno znova jasno, da je bil kompromis
nemogoč in da nobenega kompromisa ne more priti, da nobene rešitve ne bo, ki bi zadovoljila vse predstavnike republik in pokrajin in ki bi zagotovila nadaljnji obstoj Jugoslavije. Ta stvar je bila kristalno jasna. In če nič drugega, zaradi popolnoma decidiranega dvopolarnega razmišljanja, na eni strani Srbija, na drugi strani Slovenija in Hrvaška, na sredi pa republike, ki se sploh niso znašle, niso vedeli, kam in kako. Črna Gora, Makedonija, Bosna in Hercegovina zlasti. In se v tej prvi fazi sploh niso opredeljevali do vprašanja samostojnost ali neodvisnost ali ne. Tako da glavni dialog, glavna konfrontacija na teh konferencah je seveda bila med predstavniki Srbije, ki so imeli seveda glavno vlogo tudi v okviru delegacije države Jugoslavije tedaj, in pa predstavniki Slovenije in Hrvaške. V tem poznejšem obdobju po Brionskem sporazumu, takrat bi jaz izpostavil recimo sestanke, ki smo jih imeli z Genšerjem predvsem. In mislim, da je Genšer tudi zaradi teh sestankov in pogovorov, ki jih je imel z Slovenci in z Hrvati, evoluiral v svojem stališču in na koncu, kot je bil racionalen in je znal strukturirati svoje razmišljanja, prišel do tega, da je priznanje slovenske in hrvaške neodvisnosti neizbežno, ostale stvari so pa morale šele dozoreti. Spominjam se enega zelo dramatičnega sestanka z Genšerjem v Bruslju. Dimitrij Rupel, Genšer in jaz zraven kot poslušalec in beležil sem stvari. In Genšer je takrat prišel za tisto strukturo poti, po kakšni postopnosti bi lahko šli in kdaj bi nas lahko priznali. In vem, da po tistem sestanku smo bili zmedeni in razočarani, vsi, ker nismo razumeli pravzaprav te dialektike razmišljanja izkušenega zahodnega demokratskega politika. Mi bi raje imeli čisti res, takoj. Genšer pa nas je znal voditi pravzaprav med vsemi temi čermi evropskih notranjih razmerij in nasprotovanj in podpor in tako naprej. To je bil čas, recimo, ko nas Italija absolutno ni podpirala. Francija tudi ne. In mogoče bi iz tega obdobja omenil nek sestanek, ki sem mu tudi prisostvoval, predsednika Kučana, Dimitrija Rupla in jaz tretji zraven, smo imeli en precej bizaren sestanek v Parizu z francoskim predsednikom Mitterrandom. Na uraden način se takšnega obiska ni dalo organizirati. Organiziral ga pa je Zoran Mušič, kjer je bil osebni prijatelj Mitterranda. In se spomnim, kako so nas na letališču pobasali v avto, pa hitro pripeljali tja pred predsedniško palačo, brez kakršnega koli ceremonijala smo smuknili notri, se usedli tam. Mitterrand ni imel niti svojega svetovalca zraven, sam je bil.
Kučan, Rupel, jaz in tako en korak v stran je sedel Zoran Mušič, ki se mu ni dalo niti sleč Montgomery plašča, imel ga je ves čas in zavihan ovratnik in ni sodeloval v pogovoru. Ne. In takrat je najprej Dimitrij Rupel zelo ofenzivno nastopil z kritiko Srbije, jugoslovanskih oblasti, jugoslovanske vojske, vsega, kar je tam, pa in to ilustriral s tem, da tam pač tudi lažejo, so nemoralni in nezanesljivi partnerji in tako. In v nekem trenutku ga je prekinil Mitterrand in je rekel, veste kaj, in to v trenutku, ko je govoril o vojski. Ne? In je rekel Mitterrand, čakajte malo, ne mešajte vojske v to. Vojska je pod komando politike, civilne politike, ona je odgovorna. Ne? No in potem je bil nerazpoložen. Ne? To si lahko pojasnite samo z kultom pravzaprav vojske, ki ga imajo v Franciji, z temi paradami napoleonskimi in tako naprej. Ne? Potem je pa Kučan ocenil, da je trenutek, da se mu nekoliko približa. Ne? In je zelo na dolgo in široko mu razlagal potem te odnose med narodi, religijami, jeziki, kulturami in tako naprej na področju Jugoslavije, da bi prišel do zaključka, da ta zadeva ne more več funkcionirati. Ne? In potem je na koncu tega dogovora, razgovora, Mitterrand izjavil: Donc, vous voulez être indépendant. Bien, soyez indépendant. In to je bil konec razgovora. In od takrat naprej Francija ni več nasprotovala rešitvi samostojnih držav. Ne glede na to, da se je potem enkrat pozneje, v času vojne v Bosni, Mitterrand naslikal v Sarajevu ob najbolj neprimernem trenutku, ko je šlo za to radikalno poseči v vojno, po tistem atentatu na Baščaršiji, in je pravzaprav za svojo prisotnostjo tam dal na nek način legitimnost srbskemu nasilju. No, to je naredil, ampak odnos do Slovenije je definitivno spremenil, in to bi rekel po nesmrtni zaslugi nesmrtnega umetnika Zorana Mušiča. Gotovo je bilo mednarodno priznanje Slovenije eden izmed najpomembnejših dogodkov v mednarodni politiki Republike Slovenije. Kateri drugi dogodki so bili zate še izjemno pomembni? Kateri dosežki zunanje politike Republike Slovenije se ti zdijo najpomembnejši? Temeljnega dosežka slovenske zunanje politike seveda ni mogoče pripisati nobenemu posamezniku, niti nobeni skupini, niti nobeni instituciji, niti slovenski diplomaciji. Slovenija je dobila mednarodno priznanje zaradi novih razmer, ki so nastale v Evropi po padcu Berlinskega zidu, po padcu komunizma in z kulminacijo razkroja Jugoslavije, ki je trajal že kar dolgo časa in ki je postajal čedalje bolj očitno grožnja evropskemu ravnovesju, evropskemu miru. In v tem kontekstu, ki mu je treba seveda prišteti še združitev Nemčij, v tem kontekstu je bilo to priznanje pravzaprav del zelo široke mednarodne
odločitve. In tudi zaupanja, da bo to pot k pomiritvi vojne, ki je takrat že eksplodirala v vsaj polovici Jugoslavije. Tukaj so bili seveda tudi nekateri parcialni interesi držav, ki so iz tega ali onega razloga videle v prestrukturiranju Južnega Balkana neko priložnost za svojo večjo afirmacijo, tudi gospodarske interese in neke uresničitev nekih svojih zgodovinskih asociacij in idej. Tukaj bi mogoče veljalo izpostaviti takšna razmišljanja v sosednji Avstriji, mogoče tudi v Italiji v neki poznejši fazi. To se je videlo potem v pritisku, ki ga je začela izvajati Italija okoli Osimskega sporazuma in nekih zahtev po obnavljanju njihovih interesov. In tukaj ne bom špekuliral naprej o tem, kdo je pa imel nasprotne interese. Gotovo je Rusija igrala svojo vlogo tudi pri tem in imela nasprotni interes. Gotovo je podpirala prej velikosrbsko idejo kot idejo neodvisnih enakopravnih držav na teh tleh. Zdaj, nazaj k vašemu vprašanju. Največji uspeh Slovenije je vsekakor bil mednarodno priznanje in začetek življenja kot samostojne države. Nekaj potem je prišlo odločitev o včlanjenju v NATO zvezo, ki se danes seveda kaže mogoče na nek drug način ali pa širši način, v tem, da po mojem mnenju NATO začenja igrati neko vlogo, ki jo v začetku ni imel in s tem spravlja tudi Evropo v težave na globalnem področju v svetu. Ampak to je stvar nekega drugega razmišljanja. Je tudi stvar za razmišljanje aktualne diplomacije, politike in tako naprej, s kakšnimi stališči nastopa znotraj asociacij, k katerim smo pristopili, tako Združenim narodom kot NATO. Mi bi lahko, gotovo bi lahko imeli svoj glas in svoje mnenje tudi v teh organizacijah, multilateralnih, pa se nas v glavnem tam ne sliši. Med uspehe bi mogoče lahko tako nasploh prišteli neko pripravljenost za razvijanje dobrososedskih odnosov, ki so conditio sine qua non zlasti za majhno državo. Ampak tudi na tej točki smo pravzaprav precej odpovedali. Odnosov z državo, s katero imamo najdaljšo mejo, če se ne motim, Hrvaško, nismo uspeli pripraviti do tega, da bi bila to enoznačno odnos dveh dobrih sosed. Tudi ko gre za odnose z drugimi sosedi, se odprta vprašanja niso reševala v naš prid. In je bilo veliko stvari, ki so pravzaprav asimetrično odstopale od našega interesa. Denimo urejanje
položaja slovenske manjšine v Avstriji, zapravljena priložnost za afirmacijo kot države naslednice, države sopodpisnice avstrijske državne pogodbe. In ko gre za Italijo, bi omenil eno stvar, ki me kot človeka, ki ga kultura zanima, navedel to, da nam Italija trdovratno noče izročiti kulturnega blaga, ki ga je nakradla v Slovenskem primorju in Istri. Govorim o slikah, ki jih razstavljajo zdajle zato, da nas privlečejo tja, da si te slike ogledamo, ki so pa brez dvoma last in spadajo, nastale so na naših prostorih. Mimogrede, o tem vprašanju sem se jaz pogovarjal kot zunanji minister z zunanjim ministrom, državnim sekretarjem Vatikana leta 2004 in z tedanjim italijanskim ministrom Frattinijem, ki sta oba dva absolutno za to, da se ta stvar uredi in da se te stvari vrnejo Sloveniji. In to je gotovo tudi v zapisnikih teh sestankov, ampak moji nasledniki niso šli nikoli pogledati te zapisnike in držati za besedo italijansko, recimo, zunanje ministrstvo in Vatikan. Tako da to je eden izmed kulturnih neuspehov naše države, našega vodstva, diplomacije in tako naprej. Kaj več o teh uspehih jaz niti ne bi imel zapovedati, tudi zato, ker jih prav veliko ni bilo. Največji uspeh je to, da smo po mnenju mnogih dosegli to, kar so si želeli, da bi bili čim bolj neopazni, da se nas ne bi slišalo, da ne bi prihajali z predlogi, za katere se je treba potruditi. In takšne predloge je recimo produciral pokojni predsednik Drnovšek, ko si je upal dregniti v problem državljanske vojne in genocida v Darfurju, ko si je drznil priti z originalnim načrtom politične rešitve kosovske krize. Zanimivo, tisti načrt, zaradi katerega je potem finski predsednik dobil Nobelovo nagrado, je v velikem delu kopija Drnovškega načrta, ki pa je bil zavrnjen in tudi v Sloveniji ga niso posebno podpirali. Podobno je veljalo tudi za Drnovškovo prizadevanje za rešitev tibetskega vprašanja. Priznanje Dalaj Lame kot voditelja tega dela sveta in mogoče še kakšna, recimo njegova pot v Latinsko Ameriko in prisostvovanje inauguraciji predsednika Moralesa kot prvega Indijanca, ki je bil izvoljen na najvišje mesto v eni izmed latinskoameriških držav in ki je pravzaprav odprl neko novo poglavje pravzaprav odnosov in pogledov na grehe Evrope, v evropske kulture in civilizacije, grehe, ki jih lahko danes mirno najdemo v vseh delih sveta, kamor je segal škorn, meč ali pa denar, kapital iz Evrope. In tu so stvari, kjer bi se dalo kaj napraviti in doseči neko priznanje. Drugače pa bo ta seznam uspehov in dosežkov ostal mršav. Zdi se, da po mednarodnem priznanju Slovenije in po vstopu v Evropsko unijo in v zvezo NATO Slovenija nima nekih projektov na področju mednarodne politike. Oziroma, zdaj smo leta 2021,
Zdi se, da ima aktualna vlada projekt, kako rušiti Evropsko unijo in kako osramotiti Slovenijo v mednarodnih odnosih. Tu, da ne omenjam neimenovanja evropskih tožilcev, da ne omenjam tweetov predsednika vlade. Po drugi strani pa se bi treba marsikaj vprašati, recimo kako naprej v zvezi z NATO, sploh po debaklu v Afganistanu, še prej v Iraku. Kako ocenjuješ, se pravi, današnje stanje v Sloveniji na področju mednarodne politike? Kam plovemo? Mislim, da je trenutno slovenska zunanja politika in umeščanje Slovenije v mednarodni prostor na najnižji stopnji, ki bi si jo lahko predstavljali ob začetku slovenske samostojnosti. Namesto, da bi šli po poti, ki jo trasirajo in po kateri hodijo države resnične, pluralne demokracije, kreativne države, države, ki razmišljajo ne samo o svojih lastnih koristih in usodi, ampak ki razmišljajo o usodi sveta, se mi umeščamo v skupino držav, ki ima popolnoma jasen in definiran cilj razrahljati in, ne vem v čigavem interesu, uničiti Evropsko unijo. Pri tem se slovenski premier in slovenska politika sklicuje na neko nesporno, ampak zlorabljeno misel, da smo po definiciji del srednjeevropskega prostora in da je naše mesto v družbi držav, ki so včasih sinonim za Srednjo Evropo, ali pa Višegrajska skupina. Ja, mi smo srednjeevropska država in v začetku razmišljanja o slovenski neodvisnosti, ki se je pravzaprav realizirala vzporedno z padcem komunizma in graditvijo demokracije na Češkem, na Poljskem, na Madžarskem, v baltskih državah. Takrat seveda smo v teh državah videli soborce, da tako rečem, oziroma države, ki so vredne posnemanja in sodelovanja. Ampak to je bila Češka oziroma Čehoslovaška v tistem času Václava Havla. Poljska je bila država Solidarnosti in Valence. Madžarska je bila država Gönca in še nekaterih drugih prednikov Imre Nadža in tako naprej. Danes pa so to države, ki poosebljajo totalitarne ideje v Evropski uniji, ki poosebljajo antisemitizem, ki poosebljajo organizirano povezovanje agresivnih desnih sil, kot je recimo Salvini v Italiji, kot je Le Penova v Franciji in še kakšen takšen patron bi se našel v drugih evropskih državah. In seveda to sklicevanje na našo srednjeevropsko zgodovinsko umeščanje je popolnoma neprepričljivo in zlagano. Mi se danes povezujemo z državami, ki so pravzaprav izdale temeljne evropske vrednote, kot je vladavina prava, svoboda medijev, svoboda razmišljanja, enakopravnost spolov in tako naprej in tako naprej. To so bazične evropske vrednote, ki Evropo držijo skupaj kot najmočnejšo asociacijo v svetu, da ne govorim tudi o kulturnih vrednotah. Slovenci smo se proslavili s tem, ko smo se odrekli kakršnekoli pozitivne mednarodne vloge. Recimo, bili smo sposobni, tedanja politična vrhuška, zminirati kandidaturo predsednika Slovenije
Danila Türka za generalnega sekretarja Združenih narodov. Bili smo vedno znova na napačni strani, ko bi lahko podprli kakšno pobudo, ki je išla iz Slovenije, recimo tudi pobudo o prepovedi atomske oborožitve. Ni nas, ko gre za podporo nujno, ki bi jo morali dati palestinskemu ljudstvu, da dobi tisto, kar mu je mednarodna skupnost že priznala in dala, lastno državo. Ni nas, ko gre za podporo Kataloncem. Naši politiki kar tekmujejo, kdo bo našel več razlogov za to, da nam ni treba podpirati Kataloncev, zato ker je naša pot v samostojnost nekaj popolnoma drugačnega in izvirnega in vezanega za določene heroje, ki jih tukaj pač slavimo in ki si postavljajo ob živem telesu spomenike po vseh trgih in cestah. Mi smo dejansko irelevantna država v Evropi. Dokaz za to je tudi predsedovanje Svetu Evropske unije. To, kar počne premier v imenu Slovenije, da se izpostavlja kot spokesman tistih, ki bolj radikalno in bolj iskreno in bolj odločno v bistvu razbijajo Evropo. On bi rad bil malo tu, malo tam. In celo to predsedstvo, predsedovanje svetu, ki je bila neka priložnost za Slovenijo. Jaz se spominjam, jaz sem bil v Evropskem parlamentu, sem doživel 66 predsedovanj Evropskemu svetu. 66 krat po pol leta. Zapomnil sem si samo predsedovanje Estonije. Estonija je prišla z nekimi izvirnimi idejami. Mi nismo prišli z nobeno idejo. In danes smo na tem, da komaj čakajo ljudje v Evropski uniji, da to predsedovanje mine, da ne bo nekih novih incidentov, nekih novih konfrontacij. In naši politiki tukaj si popolnoma napačno razlagajo dejstvo, da se kljub vsemu vljudno pozdraviš z državnikom, ki prihaja iz takšne države, ki v bistvu ogroža vse vrednote doma, vse vrednote v Evropi. Tu gre za golo vljudnost in nič več. V tem času nismo premaknili lestvice ugleda Slovenije niti za milimeter. Nasprotno, zapravili smo tisti kapital, ki ga je pravzaprav nekaj generacij in slovenskih politikov, diplomatov, kulturnikov, umetnikov in tako naprej zbrala v letih, odkar smo postali samostojna država.